Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni! Še vedno se nahajamo v občini Ajdovščina, ki nam ima za ponuditi mnogo turističnih destinacij, prav tako pa se zavezuje k zelenemu oziroma trajnostnemu turizmu. Če ste zamudili prvi 2 oddaji, si jih lahko pogledate na naši Facebook strani Zlati ključi, prav tako pa tam najdete uganke, ki ste jih postavila prva 2 zlata ključa. Da bi prejeli privlačne nagrade v občini, ki jo raziskujemo, morate pravilno odgovoriti na vsa 3 vprašanja. Komaj čakam, da vidim, kaj so mi pripravili danes. Živijo. Živijo, pa se spet srečava, ne? Spet, super. Kje je zdaj tukaj sotočje teh 2 rek? Sotočje je lih malo naprej, tako da predlagam, da greva kar s kolesi. Prvo poskrbimo za varnost, pol pa naprej. Hvala. Vipavska dolina je res odlična za kolesarjenje, ne? Ker nam ponuja na eni strani tak malo za adrenalinske navdušence in navdušence dolgih vzponov. Tukaj po sami dolini je odlično za družinsko kolesarjenje, pa imamo Vipavske griče. Še za tiste, ki se radi naredijo kakšen postanek v kakšni vinski kleti ali kaj takega. Čeprav mi priporočamo ponavadi, da se tam kolesarjenje konča, ne pa da je samo vmesni postanek, ne. Ja, se strinjam, sploh če je kakšen kozarček preveč pola, ne? Mi prakticiramo predvsem to, da vmes ni alkohola, pa rajš naredimo na koncu postanek in od tam naprej pol z drugim prevoznim sredstvom, da tisti, ki pijejo, ne vozijo več. Kaj pa so take nižinske postojanke, recimo za kolesarje? Ja, najboljša je Vipavski križ. Tako da si malo ogledate zgodovinsko mesto, eno najstarejših mest tudi tukaj v tej regiji, pa tudi eno najmanjših mest v Sloveniji. Tako da to je ena zelo zanimiva. Drugi postanki so pa ob reki Vipavi, recimo. In zdaj bomo tukaj videli enega ker je sotočje reke Hubelj in reke Vipave. To je zdaj to slavno sotočje? Tako, ja. Tukaj se srečata Hubelj in Vipava, oziroma Hubelj se izlije v Vipavo. Tukaj je pa tudi zelo dober plac za ribiče, predvsem muharjenje, ki lovijo po strvi. Tako da je tudi ena od stvari, kar jo lahko počnete v Vipavski dolini. Mislim, da je tudi zelo zanimiva. Kaj pa je najna naslednja postojanka? Naslednja postojanka pa je znameniti Napoleonov most. Kje smo pa zdaj? Zdaj smo pa na slovitem Napoleonovem mostu. Domačini smo se dosti časa spraševali, zakaj Napoleonov most srednji česar. In po nam je en strokovnjak za mostove povedal, da v bistvu to so zgradili v času Napoleonovih vojsk, da je lahko njegova vojska tovorila živo srebro na skrivž iz Idrije do Trsta. In pol naprej so si tako financirali svoje vojne. Zdaj pa bi potrebovala še namig za mojo naslednjo postojanko. Ja, naslednja postojanka je v enem najbolj slikovitih taborov za obrambo pred Turki v Vipavski dolini. Kako pa se mu reče? Vipavski križ. Hvala za namig.
Pozdravljen. Živijo Ingrid, dobrodošla v Vipavskem križu. Hvala lepa. Jani me je napotil k vam in je omenil, da je to neko čisto posebno mestece. A je to res? Ja, seveda, vsekakor je to res. To je eno izmed najmanjših mestecev v Habsburški monarhiji in kakor verjetno vidiš okrog sebe, smo čist majček taki čarobni pa posebni. Zgodovina tega mesta pa je zelo zavita v tančico skrivnosti, katero te lahko seveda razkrijem. No, lepo prosim. No, kar sprehodiva se. Sam začetek kraja sega nekem tja, bi rekli, dolgo nazaj, ampak najboljši razcvet je zadoživel v Habsburški monarhiji, ko križ postane mesto. Najmanjši mestece v Habsburški monarhiji, tu vsekakor danes je velik pečat v našem kraju. Te naše čudovite hase, ki jih vidimo okrog nas, nam pa dajo občutek, kako so ljudje v bistvu v tem kraju živeli. Seveda, prostorska stiska je bila velika, kajti znotraj obzidja so vsi želeli bivati. Imeli so križko gardo, obzidje, zvečer so dvignili dvižna vrata in noter so bili varni. Vsekakor pa danes ta sprehod po teh križkih ulicah naših nas popelje nazaj skozi zgodovino, ko lahko vidimo lepote teh strnjenih naselij in naše čudovite, v bistvu od Rož, Trt naprej, seveda Latnikov, Hajnko in vsega, kar ta kraj skriva. Skriva pa tudi samostan. Seveda, samostan, katerega se bomo tudi ogledali in tudi našega Janeza Svetokriška, mimo katerega ne moramo iti. In prav tako videli bomo naš grad in naše te skrite kotičke, katerih v bistvu jih marsikdo ne opazi. Komaj čakam, da vidim še grad. Če sem prav razumela, si ti prav iz tukaj. Kakšno je pa življenje v teh koncih? Vsekakor je zanimivo posebno, ko živiš v teh majhnih hasah. Če ne drugega zanimivo, ko ne veš, kaj bi skuhal, daš nos na ulico, pa si čutiš, kaj v bistvu sosed kuha in dobiš idejo. Ljudje se poznamo med sabo, se pozdravljamo in nekako začutimo utrip tega mesteca. Ko pa pridemo tukaj gor, ja, tu je ta čar, katerem vidimo tudi, zakaj je križ postal tako pomembna točka na sredini doline, kajti razgled je zelo daleč. Tudi tu je bil eden izmed razlogov, zakaj imamo tako mogočno obzidje, katero tukaj nudilo zaščito lokalnim prebivalcem. In tako da lahko res videva, kakšen čudovit kraj je in kakšna v bistvu sploh naša dolina. Tako da Vipavski križ ni samo križ, ampak je tudi še precej okrog. Zdaj pa bi lahko šla še pogledat samostan. Kristina naj že pričakuje. O, z veseljem. No, sedaj, ko se sprehajava po tej Gospodski gasi, katero so si naredili grofje, da so hodili k maši v cerkvu in nazaj grad, gasa, katera povezuje v bistvu oba dela križa. Te bom pa kar napotil, da jih slediš in se nadobiš s Kristino. Tam te bo pa ona sprejela in lepo pokazala še samostan, naše skrivne kotičke delovanja bratov Kapucinov. Hvala za vse. Upam, da se še kdaj vidimo. Ja. Živjo! Živjo! Tele vaše male uličice so me prav navdušile. Super, zdaj si pa na placu. To je nov del križa. Še samostan. Ja, pred samostanem. Sicer tu je en tak skriti dragulj križa, ker je malo umaknen stran. Nastal je pa leta 1637 in od takrat so bratje tukaj, tudi bratje Kapucini, prisotni v tem kraju. Zelo me zanima še zgodovina tega kraja, oziroma samostana. No, samostan so ustanovili grofje Atemsi tukaj iz bližnjega gradu leta 1637 in tako se je samostan v 6 letih so ga dogradili, kar je bilo hitro za takratne razmere oziroma še za današnje, ne? Zdaj, samostan, dejansko življenje v samostanu se ni dosti spremenilo od takrat do danes, ne? Zdaj, najbolj znan prebivalec samostana je bil pa gotovo Janez Svetokriški, veliki pridihar, ne? Kako pa poteka življenje danes tukaj v samostanu? Trenutno v samostanu živijo 4 bratje, katerih dan se začne ob 6 zjutraj z jutranjo molitveno uro. Potem imajo različne zadolžitve, pač pastoralno delo, ob 12 se dobijo ponovno za dnevno molitveno uro in ob 6 zvečer za večerno molitveno uro. In okrog 3 ur se njihov dan odvija. Kaj pa je recimo kaj zanimivega videti v samostanu? No, samostan se lahko pohvali z bogato staro knjižnico, pa tudi z lepo cerkvijo, ki je še prvotna in jih skriva tudi eno veliko baročno sliko s slavo Svete Trojice. Kaj pa v knjižnici? Ja, v knjižnici gotovo so nam v ponos 5 zvezkov Janeza Svetokriškega, se pravi ta sveti priročnik njegov, pa tudi najstarejše knjige imajo celo 500 let, najmlajše pa tja 200, tako da so zanimive.
Je tukaj kakšna znana legenda? Ja, v bistvu, veš, vsak obiskovalec križa ima možnost, da odkrije zaklad. In sicer legenda pravi o tem, da sta grof in grofica bila bajno bogata. In ker nista vedela, kam bi s tem bogastvom, sta se odločila, da bosta naredila zlat križ. In ker so za ta zlat križ slišali tudi nepridipravi, so prišli in da ga bojo ukradli. Ampak kaj se je zgodilo? Prišli so z volovsko vprego in so ga peljali dol po klancu iz križa. Ampak čudež se je zgodil, voli križa niso mogli peljati. In ko so križani videli, da so jim ukradli ta zlat križ, so šli dol ga iskati in imeli so samo eno staro kravo in so upregli za ta voz in čudež, krava je z lahkoto pripeljala križ nazaj. Ampak potem sta grof in grofica ugotovila, da ta zlat križ pripelje slabe ljudi v križ, ker niso želeli imeti takih prebivalcev. In zato sta ga skrila. In namesto zlatega je tukaj leseni križ. Tisti zlati pa je skrit tukaj nekje v križu. In mogoče pa ga kakšen obiskovalec najde. Verjameš, da je res nekje tukaj? Gotovo je, jaz imam že par namigov. A res? Tako, mogoče pa tudi tebe čaka kakšen zaklad tukaj v križu. Kar poišči. Verjetno moj naslednji namig, škatlica z njim. Evo, našla sem skriti zaklad. No, sem rekla. Moj namig je bil, da ga naredi sveti Martin. Verjetno je to vino. Gotovo je vino. Tukaj imate kakšno vinoteko okrog? Seveda imamo vinoteko. Gotovo je ta tvoj namig poslal k Mirjani v darove Vipavske. Sem prepričana. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi. Srečno. Dobar dan. Živjo. Moje ime je Ingrid. Kristina me je napotila k vam v vinoteko. Je vinarstvo tako kot po celotni Vipavski dolini tudi tukaj pogosta dejavnost? Mislite v križu? Ja. Ne bi jih rekla, ampak glede na to, da imamo tle 60 vinarjev z zelo različnimi stili vina, lahko rečemo, da tudi križ je vinorodni okoliš. Kakšna vina pa lahko vse najdemo pri vas? Predvsem poudarjamo in obiskovalci si tudi najbolj želijo probati avtohtoni dve sorti, in sicer zeljen, naglasom na drugem eju, in pinela, ki sta obe avtohtoni sorti, torej rasteta samo v Vipavski dolini, nikjer drugje, ne v Sloveniji, ne v svetu. Obe sta beli, obe sta sveži, s tem, da je zelen bolj mediteranski, bolj odraža to aromatiko, ima nižje kisline, nižje alkohole, medtem ko pinela je pa bolj sadna, bolj neutralna, z višjimi kislinami, višjo svežino in višjimi alkoholi. Imate pa prav tukaj v križu kakšnega vinarja? Nekaj lokalcev je, tako da mi naredimo vsako leto tudi en tak festival domačih vin, martinovanje, ker povabimo vse vinogradnike in vinarje tle okrog, iz križa pa iz sosednjih vasi, tako da se predstavijo njihova vina, stile in se imamo prav fajn. Kaj pa nasploh vinarska tradicija tukaj? Je kar bogata in dolga. Včasih se je pridelovalo in delalo vino samo iz teh internacionalnih sort, kot so Chardonnay, Sauvignon. Na te naše male zeleni in pinelo se kar pozabilo, zato ker so bile količine zelo majhne. Ampak lahko bi rekli, da je naš pravi izvozni artikel, vsaj po mojem mnenju, vipavec. Vipavec je zvrst, torej sestavljena iz različnih sort, iz zelenega, pinele, rebule, malvazije, laškega rizlinga. Medveva pa tudi zdaj nekaj probale, ne? Super. Tukaj pa pijeva zdaj vino zelen, mešano s sokom vinogradniških breskev. Omnjami, res Dobro, je dober, ne? odlično.
Kaj pa turisti, ki pridejo tukaj k vam, kaj lahko oni doživijo? Turistom predvsem poskušamo dati eno tako izkušnjo okusov Vipavske doline. Tukaj v tem prostoru ni samo vinoteka, ampak je kot neka okuševalnica različnih produktov Vipavske doline. Torej, predvsem vina, pa tudi kraft piva, pa raznih žgan, pa izdelkov iz sadja, iz zelenjave, suhomesnatih izdelkov, sirov in različnih takih stvari. Tako da, ko obiskovalci pridemo, naredimo na tako degustacijo različnih produktov, tako da dobi eno tako res fajn izkušnjo vonju, okusov in čutov. To je potem ponavadi verjetno zadnja postojanka tukaj v Križu. Zelo velikokrat. Je pa to tudi moja zadnja postojanka danes. Edino, kar še manjka, je, da najdem zadnji zlati ključ. Je mogoče kje tukaj okrog? Ključ je tam, kjer je najboljše vino. Pri vas torej. Tako pa sem ga našla. Super, čestitke. Hvala. Da vidimo, kaj pravi. Bravo, tudi tokrat ti je uspelo razvozlati vse namige in me poiskati. Kot si videla, ima Vipavska dolina mnogo turistične ponudbe za tvoje gledalce. Ajdovščina je kot nalašč za vse ljubitelje športa, narave in odlične kulinarike. Zadnje vprašanje za gledalce pa se glasi: kako imenujemo načrtno speljano pot, ki med seboj povezuje različne geografske lokacije? Najlepša hvala za namig, da sem lahko poiskala zlati ključ. Veselje. Nazdraviva na to, da sem lahko raziskovala Ajdovščino, bila je zelo lepa in pa tudi Vipavski križ me je navdušil. Čim. Našli smo še tretji, zadnji zlati ključ. Njegovo uganko in uganki, ki sta ga postavila zlata ključa v prejšnjih 2 oddajah, najdete na naši Facebook strani Zlati ključi. Tam najdete tudi pravila za nagradno igro. Osvojite lahko nagrade v občini, ki smo jo raziskovali. Prav zanima me, kateri košček Slovenije bomo odkrivali prihodnjič. Adijo!